Dober večer in še enkrat dobrodošli na našem popoldanskem srečanju za psihoanalizo in tokrat tudi zadnje srečanje. Torej, nekako bomo poskušali skozi korake razmišljati o dosedanjem razvoju naše ideje, različnih vprašanj, ki smo si jih postavljali v tekom tega raziskovanja in mogoče tudi zastavili določene smernice za nadaljnje raziskovanje. Torej, prvič, začeli smo z vprašanjem, kaj se zgodi, ko psihoanaliza sreča filozofijo. Okay. To je bil nek zelo generalni okvir, ki smo si ga zastavili zaradi same narave doktorata. In zanimalo nas je, kako filozofija odgovarja psihoanalizi oziroma na kakšen način recimo filozofski diskurs uporablja psihoanalitskega oziroma določene elemente psihoanalitske teorije. In tukaj imamo ogromno primerov, seveda najbolj znan oziroma ta, ki je nam najbližje, je seveda Ljubljanska šola, o kateri smo že nekaj govorili. In teoretska inovacija je tukaj predvsem uporaba Freudove ter seveda Lacanove teorije za analizo filozofskih nastavkov, recimo branje Hegla skozi Lacana ali branje Lacana skozi Hegla, medtem ko je neka osnovni namen ali pa osnovna poanta teh branj, seveda kritika kot taka, torej kritizirati mogoče določene filozofske ideje s pomočjo psihoanalize. In po drugi strani tudi uporaba psihoanalitske teorije kot še eden nek dodaten filter, skozi katerega lahko beremo najrazličnejše družbene fenomene. In to teoretsko inovacijo danes imenujemo teoretska psihoanaliza. Tukaj se postavi pa seveda eno morda tudi logično vprašanje, kakšne psihoanalize pa potem še poznamo razen teoretske, ali so tam tudi neke praktične, sofistične, laične psihoanalize mogoče. Tako da to je še en moment, ki izhaja iz te izpeljave in uporabe. Ok, potem drugič. Zaenkrat smo končali s vprašanjem, kaj se je zgodilo, ko je klinika vstopila v neko institucijo. Ali pa kaj se je zgodilo, ko je klinika kot taka postala institucija. In kaj se je zgodilo, ko dejansko nek psihoanalitski diskurs sreča diskurs gospodarja, torej diskurza, ki je nekako postavljen v vlogo tistega, oziroma ga ponotranji tisti, ki ima neko vlogo gospodarja, na kakršenkoli način si mi to želimo razlagati. Je nekdo, ki reče, ki zastavi nek zakon. In ko je klinika spregovorila direktno, z vso svojo neko banalnostjo pred recimo sofisticirano, kompleksno filozofsko artikulacijo, kaj se zgodi takrat, ko se te dve dimenziji srečata. In lahko rečemo, da je osrednji element teme, doktorske teme, antagonizem ter psihoanaliza kot konfliktualna teorija in praksa. In če se spomnite, tako je Althusser definiral psihoanalizo, med ostalim tudi seveda marksizem, nekako je povezoval marksizem z psihoanalitsko teorijo in prakso. Ampak mislim, da je ključno poudariti na tem mestu, da se raziskava ne omejuje, torej ta trenutna raziskava, samo na teoretsko neko filozofsko elaboracijo. Mogoče je to kvečjemu nek okvir in neka baza, v kateri postavljamo kliniko kot osrednje prizorišče. Torej, če je teoretska zasnova neko gledališče, potem je samo prizorišče v bistvu klinika. Kajti tam je locirana produkcija znanja. Torej, še enkrat, kaj se zgodi, ko psihoanaliza sreča tako imenovano teoretsko psihoanalizo?
odgovor na to, mogoče se ne zgodi nič, mogoče pa se je zgodilo prav vse. In kaj in kako se je zgodilo, pa zaenkrat seveda ostane odprto vprašanje, kot nam je všeč. In tretjič, zgodovina psihoanalize ter psihoanalitikov je zgodovina ekskomunikacije. Kot da je nekaj inherentnega v tej poziciji analitika, kot da ta lastna vloga analitika in njegove pozicije konstantno izključuje samega sebe oziroma postavlja na neko obrobje. In tako kot zgodovina cerkve je bila, seveda in še vedno je, zgodovina preganjanja krivovercev, nas tudi prisili v vprašanje, ali se res zadeve dejansko končajo pri cerkvi. Namreč, ali je ta logika, ki jo malo prej smo jo imenovali diskurs gospodarja, torej ta diskurs, ki nekako pelje neko generalno idejo, kako naj bi neka družba bila organizirana, kdo so vodje v tem prostoru. Torej, ali je ta diskurs gospodarja potem takem tisti, ki potrebuje figuro heretika, da se pravzaprav lahko on sam reproducira ter konsolidira to svojo moč. In tukaj je zanimiva pojava in tudi pomen same te figure heretika. Čisto etimološko grška beseda airesis in latinska potem beseda hairesis sta v predkrščanskem času opisovali samo nekega individuma, ki je dajal prednost enemu nauku pred drugim. Pač izbral je nekaj namesto nečesa drugega. To je pač takrat bil pomen, sam pomen. In tukaj ni bilo nobene niti pozitivne, niti negativne konotacije v sami tej definiciji. Ampak potem v 1. stoletju našega štetja herezija postane oznaka za Jude, s katero so recimo Judje označili privržence Jezusa oziroma Jezusovega nauka. So bili prestopniki. Danes pa spet lahko razumemo ali uporabljamo herezijo kot nek koncept, kot neko radikalno pozicijo, pozicijo nekoga, ki se ne ukloni ali pa recimo ne sprejema direktno statusa quo, nekoga, ki dejansko išče in utira svojo lastno pot. Mislim, to je tudi ena od možnih uporab, da ni neka slabšalnica v tem smislu. In četrtič, zakaj je psihoanalitski diskurs tako zelo moteč? In s tem mislim predvsem seveda kliniko, torej ta diskurs, ki se odvija v nekem kliničnem prostoru. In zakaj recimo je potrebno ločevati kliniko od teorije ali pa jemati kliniko v najboljšem primeru kot neko eksotično ali pa neko ekscentričnost, s katero sta se očitno ukvarjala samo Freud in Lacan iz nekega hubrisa ali pa neke radovednosti in ne mogoče iz neke logične nujnosti same te prakse. In v najslabšem primeru pa je praksa nekaj problematičnega, nekaj, kar moti neko gladko delovanje, funkcioniranje teoretskega stroja. Je nekaj, kar pride, kar zmoti, antagonizira, povzroča krize in seveda tudi nujnosti spremembe. Torej, poskušali bomo locirati vrzeli tega antagonizma, to, kar prinese samo to delovanje in kje se nahajajo te neke nevralgične točke, ki jih psihoanaliza že po svoji naravi prakse vedno znova razkrije. Torej, vedno znova nas psihoanaliza kot praksa prisili, da se prepoznamo v tem odsevu problema. In ta problem je seveda oziroma smo tudi mi sami. In vrzel, ki je mesto antagonizma oziroma tega konflikta, je seveda mesto nezavednega in tam pač potem izvira celotna dinamika. Torej, par uvodnih besed, glede na to, da je danes naše zadnje srečanje. Seveda zadnje srečanje za psihoanalizo, upam, da ne de facto zadnje.
Torej, nekako sem razmišljala, da bi se vrnili na sam začetek in poskušali pač, ja, začrtati te neke smernice za naprej razmišljanje in debate okrog te problematike. Torej nazaj, da potem lahko gremo naprej. In na samem začetku seveda smo izpostavili ta delovni naslov doktorske teze, ki se glasi Psihoanaliza kot dialektika negativnega. In kaj nam zdaj sploh ta naslov pove kot tak? Kako ga lahko sploh razumemo? In seveda to je tudi sam predmet te raziskave, neke definicije absolutno nimamo in je tudi nesmiselno na tej točki predlagati nekih odgovorov. Je pa predvsem vprašanje, ki se postavlja nekako vedno znova, vsakič, ko mislimo, da smo pa le nekaj ugotovili, se potem vrnemo nazaj. In tukaj imamo v samem naslovu tri elementa, torej ti konstituirajo neko celoto vprašanja. Eno od teh je psihoanaliza, drugi je dialektika in tretje je negativno. In mogoče bi lahko po korakih pogledali vsak ta element posebej, nekako jih ločili od celote, fragmentirali ali pač z drugimi besedami analizirali, ker to konec koncev tudi počnemo. Torej, psihoanaliza. Zakaj psihoanaliza? Kaj sploh je psihoanaliza? Na videz so to neka nevprašanja ali mogoče neumna vprašanja, ampak smo dejansko na površju. Na začetku 11. seminarja je Lacan v uvodu, ki nosi naslov Ekskomunikacija, med ostalim še enkrat sam sebi zastavil to ključno vprašanje. Kaj je psihoanaliza konec koncev, ne? Mislim, nikoli ni tako banalno, tudi če se nekako ukvarjaš in misliš in prakticiraš psihoanalizo, ne vem, desetletja, nikoli ni odveč to samo vprašanje, ki se vedno znova pojavlja. Tokrat se sprašuje on seveda osebno, ponovno o psihoanalizi v mogoče malo drugačnem kontekstu. To vprašanje je seveda nekako enako v formi, ampak je kljub temu malo drugačno. Zdaj, zakaj? Zato, ker po 10 letih njegovih seminarjev, njegovega razvoja teorije in pa seveda prakse, po ogromno sporih znotraj same psihoanalitske skupnosti ter na koncu tudi same izključitve, ali drugače, kot pravijo Hebrejci, herem, kar pomeni ta neka velika ekskomunikacija. Zdaj, zakaj je treba to nekako tudi malo ne samo povezati z temi religioznimi praksami, ampak tudi z različnimi nivoji, skozi katere se ekskomunikacija oziroma odrivanje določenih elementov dejansko dogaja. Nekaj takega je doletelo recimo Spinozo, ki je nekako se deklarativno lahko reče, da je prvi heretik iz teh naših vrst, ki je začrtal pot, po kateri bodo potem šli vsi drugi heretiki na nek način. In dobro, pač Spinoza je bil izključen brez možnosti povratka iz svoje verske skupnosti, verske skupnosti, ki pripada eni sinagogi. Ko pa pri Lacanu seveda govorimo o eni drugi izključitvi, in sicer izključitvi iz Internacionalne psihoanalitske asociacije, katero seveda Lacan ne brez razloga ali pa nekih ekstremnih pretiravanj primerja z cerkvijo. In ni čisto slučajno, da se religija in psihoanaliza prepletata že od samega začetka. Da je mogoče ravno psihoanaliza hrbtna stran religije. In Freud, kot lahko razberemo iz marsikaterih tekstov Freuda, je že od samega začetka ogromno raziskoval in tudi črpal veliko materiala iz svetih tekstov.
Torej, verske reference so tako rekoč prisotne v vseh njegovih tekstih do neke mere. Monoteizmi, politeizmi, mistični, neki alkemični elementi ter seveda pač grška mitologija. Zato pa je psihoanaliza tudi lahko nekako razumljena kot hrbtna stran vere. Torej, psihoanaliza ni znanost, ni pa tudi vera kot taka. Je neka senca oziroma mogoče tudi refleks teh dveh področji. Ampak seveda, kot se pogosto izkaže, pa se lahko zelo približa eni ali pa drugi ekstremiteti, katero pač drži mogoče v nekem okvirju. Torej, moramo priznati, da je psihoanaliza nastala s pomočjo teh dveh pol, torej s pomočjo znanosti in s pomočjo religije. Namreč Freud, kot zdravnik in zelo uspešen tudi mimogrede specialist na področju živčnih obolenj, je seveda opustil to polje neke čiste znanosti, čiste empirije recimo, ter zaplaval v neko mračno mistiko in obskurne prakse, za katero je takrat recimo veljala hipnoza in potem so se zgodili tudi nadaljnji nastavki, ki so formulirali psihoanalizo. No, dobro, ta njegova odločitev ga je seveda stala ogromno, predvsem pa njegovega ugleda, ki ga je nekako užival v takratni visoki dunajski družbi. Prineslo pa je tudi marsikaj drugega, recimo prineslo je tudi to inavguralno prvo krizo, ta prvi antagonizem, ki je potem začrtal in definiral psihoanalizo. Tako je Freud potem takem postal prvi heretik tega novega področja, kot sam pripoveduje v enem tekstu, ki se naslavlja Uvod v psihoanalizo, da je on sam zaslužen za rojstvo psihoanalize, saj sodeč po številu napadov in kritik, kateri je on osebno bil deležen, se niti približno ne da primerjati recimo z napadi, ki jih je bil deležen njegov najbližji kolega takrat in tudi najbližji v smislu direktne relacije z psihoanalizo, torej Breuer, z njim sta veliko sodelovala in pisala na prvih nekih razvojih teorije o histeriji. Torej, Breuera nihče ni kritiziral, vsaj ne v takšnem obsegu kot Freuda, ergo Freud je oče psihoanalize. Kot se včasih formulira tudi, ta njegova simbolna pozicija. In verjetno je že Freudu bilo do neke mere jasno, da se uspešnost psihoanalize lahko meri le po stopnji in številu napadov ter nekih poskusih revizije in dokončno tudi neke želje po destrukciji tega polja kot takega. In od samega začetka je bilo nekaj v tej bizarni praksi, kar je seveda motilo, kar je bilo zelo, zelo moteče, kar je povzročalo neke iracionalne impulze, tudi najbolj elitnih in razgledanih, da ne rečem tudi razsvetljenih znanstvenikov tistega obdobja. In znanstvena skupnost takrat se je upirala v psihoanalizi, videla predvsem neko grožnjo, nek napad na integriteto znanosti kot take. Freudovo nezavedno, torej krovno teorijo pa kot nekaj, kar je naznanjalo resnico, torej potem takem tudi ultimativno nevarno. In mogoče na tej točki se spet lahko malo navežemo nazaj na to figuro krivoverca, in sicer kdo vzame nase to simbolno vlogo krivoverca, oziroma mogoče komu je ta dodeljena, se nikoli ne sam sebe identificiraš kot tak. In v kontekstu mogoče katoliškega nauka je seveda dovoljeno iskati neke alternativne resnice. V končni fazi posameznik tudi lahko veruje in celo časti kateregakoli boga,
Saj nam že sama Biblija pove nekaj o tem, če smo jo kdaj malo bolj poblizu brali. In v Novem testamentu je zapisano ravno to. Recimo, lahko vzamemo Exodus 20, vers 3 kot primer. You shall have no other gods before me. Torej, kako bi to mislili? Seveda, te verze lahko beremo absolutno dobesedno, ne smeš imeti nobenega drugega boga pred menoj, v smislu boga bolj pomembnega od mene, ali pa jih sploh ne smejo obstajati, ter da jaz to lahko vidim, torej jaz kot Bog, kot veliki drugi, je seveda neka ta tipična interpretacija, da Bog zelo jasno prepoveduje politeizem, ne? Torej, Bog je samo en. Ampak, kot vemo iz psihoanalize, se lahko določene besede slišijo na več načinov. Torej, mogoče psihoanalitska interpretacija v tem primeru nam razkrije mogoče malo bolj cinično plat vere. In torej, v tem smislu lahko ta isti vers preberemo kot ne smeš imeti nobenega drugega boga pred menoj, kot neko vprašanje preprosto vednosti. Torej, tvoj Bog ne sme vedeti ali videti, da imaš ti še enega boga poleg njega. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da dokler to počneš, častiš nekega boga, nepravega, dokler to počneš v intimnosti svojega lastnega doma, ter tega ne predočiš drugim, predvsem velikemu drugemu, lahko počneš karkoli želiš. Torej, stran od oči, stran od obtožbe in seveda stran od krivoverstva. No, imam še en primer in to je Exodus 34, vers 14. For you must not worship any other god, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Torej, Gospod, katerega ime je ljubosumen, je ljubosumen Bog. Neka tautologija, ampak mogoče pa tudi ne. Torej, krščanska religija ta vers nekako interpretira kot božja neizmerna ljubezen in strast do svojega ljudstva. Do svojih objektov, ki so mu predani, ki mu sledijo, kateri so se zavezali za to zavezo, nova zaveza. Seveda Bog ne more grešiti, potem takem ne more tudi imeti čustev in vzgibov, kot je recimo ljubosumje ali sovraštvo. Ampak postane ljubosumen, če sumi, da se bo veza nekako pretrgala zaradi recimo čaščenja drugih bogov, nekih bogokletnih dejanj. Torej, v tem primeru potem Bog mora pokazati tudi bolj nizke te neke človeške impulze, da bi bilo potem sporočilo res jasno. In če imaš ti pogodbo z Bogom, katero sta obojstransko podpisala, sta se nekako zmenila, da sta to spoštovala. In ne glede na okoliščine, ne glede na te božje muhavosti, ki lahko seveda prinesejo bolečine in tragedije v vsakdanje življenje, ne, kot vemo, Gospodova pota so neznana in včasih tudi malo čudna. In vkolikor je ta pogodba pač nespoštovana, nastopi potem sodba. In sodba krivoverstva, kjer Bog pošlje svoje odvetnike, seveda v obliki inkvizicije. In ja, dobro, to je zdaj ta neka interpretacija klasična, seveda spet imamo pa psihoanalitsko branje tega verza, ki pa bi v tem primeru lahko res bilo dobesedno, v smislu, da Bog je res ljubosumen, je res perverzen v pravem smislu pomena, obnaša se, kot da je dejansko Bog in kot da ni nikogar nad njim. In če je Bog lahko vse in če Bog lahko počne vse, potem lahko tudi mori, potem lahko občuje s komerkoli, da ne omenjamo seveda primera Zevsa in njegovih eskapad na zemlji, recimo. Ampak monoteizem potem pa naj bi uvedel neko čistko, spremenil te perverznjake politeizma v čiste, v neke prečiščene božanske avtoritete in z drugo besedo puritane.
Torej, če je človek ustvarjen v imenu in v neke sliki Boga, potem to ne more biti nek dobrodušen, poln ljubezni Bog. Je predvsem preračunljiv, je poln nekih agresivnih impulzov, ter ne bo razmišljal preveč, preden bo koga ubil. Ali je to iz ljubosumja ali maščevanja, vseeno. Torej, psihoanaliza pa tudi pravi nekaj drugega, da subjekta kot takega ustvari ravno njegov objekt. In ali je to objekt neke ljubezni, poželenja, je to tisto, kar potem retroaktivno definira subjekta. In kot to Lacan izpostavi v tem uvodnem poglavju, ki smo ga prej omenjali o ekskomunikaciji, če resnica subjekta, torej resnica vsakega, tudi če ta subjekt dejansko v neki poziciji gospodarja, ne biva v njem samem, ampak kot kaže proces analize, resnica je v nekem objektu, je nekje zunaj, ki pa je seveda po svoji naravi skrito, mi tega ne moremo dejansko videti. In na kar Lacan zaključi, da je odkrivanje tega objekta dejansko to, kar lahko imenujemo esenca komedije. V tem se skriva nekaj komičnega. In to Lacan izpostavlja predvsem spet v kontekstu te svoje situacije, v kateri se je znašel, torej ekskomunikacije iz psihoanalitične skupnosti. In to sedaj nastopi pa ta komični element skozi en deal, naredili so deal, torej dogovor med njegovo skupnostjo ter mednarodno psihoanalitsko organizacijo, kjer je bil Lacan objekt tega deala. Namreč v zameno za Lacana bodo oni potem pa dobili svoj pravnomočen prostor v širši psihoanalitski skupnosti. Kar so si seveda vsi zelo želeli, da so končno legitimizirani kot psihoanalitiki, kot tisti, ki dejansko pa nekaj veljajo in vejo. Ja, edina ovira temu je bil Lacan sam. Torej, Lacan je bil trn v peti tako Lacanovske šole, seveda tudi pa širše mednarodne skupnosti. In to lahko rečemo, da je nekako višek te komedije. Torej, deal je ta, vi predate Lacana, torej mu onemogočite, da bo še naprej poučeval, da bo odgovoren recimo za formacijo psihoanalitiko, ne? Mi pa vam bomo prepoznali kot dobre, prave, tiste vernike, ki si zaslužijo mesto. In ko izločimo Lacana, ki je krivoverec, heretik, to pa zato, ker je on pač preveč poskuša omenjati ali revolucionalizirati osnovna načela in zapovedi psihoanalitske vere in prakse. Kar je seveda prineslo v psihoanalitski ta naš polis eno veliko krizo. Torej, kot pri recimo epidemijah kuge, ki smo tudi pred nekaj časa obravnavali, je takrat pač potrebno najti enega farmakosa, nekoga, ki bo pač prevzel to breme nase, to odgovornost virusne kolonizacije. In tako tudi v psihoanalitskem polju ali tem polisu mora obstajati ta farmakos, ta, ki bo z svojim izgnanstvom, s tem, ko bo pač izločen iz skupnosti, s seboj odnesel tudi vse te kužne elemente, ki pa je seveda izhajala, ter tako se bo potem v tem polisu spet vzpostavila neko ravnovesje, nek čisti red. Torej, koncept krivoverstva in inkvizicija na drugi strani še zdaleč ni samo stvar cerkve ter neke krščanske vere, je prav tako strukturni element psihoanalitske institucije. Torej, dokler ti prakticiraš neko krivo vero zase, stran od pogleda drugega, imaš vso to svobodo, da to počneš. V momentu pa, ko ti svoje to krivoverstvo predajaš nekomu drugemu, v smislu, da ga formiraš v tem krivoverstvu, poskušaš celo mogoče spremeniti samo idejo te religije, si pa seveda označen in izgnan iz skupnosti.
Torej, Lacan je po tej ekskomunikaciji, ki se je zgodila, še poučeval in deloval kot psihoanalitik, razvijal je svojo teorijo še naslednjih 10 let, do 1980, ko je pač potem še zadnjič razrešil svojo šolo in potem, ko je na koncu leta 1981 še on dokončno umrl. Vendar pa ta antagonizem, ki ga je razkril ter ki ga je instrumentaliziral, ohranjal pri nekem življenju, je še vedno tukaj nekako, vedno je prisoten. Recimo vsakič, ko odpremo nek njegov seminar, so koordinate tega antagonizma tam prisotne. Tako kot pri marksizmu in razrednem boju, tako tudi pri Lacanovskem in Freudovem nezavednem. Torej, resnica obstaja tam zunaj. In stvar je le interpretacije, dialektizacije in pa formalizacije. Ali z eno besedo mogoče bolje rečeno, da je ključ v dialektiki formalizacije, kot je ta koncept in logiko zastavil Badiou in dokončno pa ga je razvila Magdalena Germek v svojem doktorskem delu. Ampak zaenkrat bi se mogoče samo ustavila seveda na našem drugem elementu iz samega naslova, torej dialektika. Zakaj je dialektika ključni element pri vprašanjih, ki smo jih zastavili na začetku? Torej, prvo vprašanje je bilo seveda, kako filozofija odgovarja psihoanalizi ali pa na kakšen način filozofski diskurs uporablja ta psihoanalitski diskurs. Drugič je bilo, kaj se zgodi, ko klinika vstopi v inštitucijo, in pa tretjič, zakaj je psihoanalitski diskurs tako zelo moteč. Ok, zdaj malo bolj rabimo neke teoretske nastavke, tako da malo potrpljenja za to, da pripeljemo ta naš argument do konca, bomo pač morali seveda skozi Hegla in Heglovo dialektiko. Torej, Hegel oživi koncept dialektike na en čisto nov način in jo iz neke dialoške proceduralnosti spremeni v teoretsko idejno proceduro. Pomeni, da Heglova dialektika ima 3 komponente, ki zamenjajo klasično tisto teza, antiteza, sinteza v neko bolj abstraktno, negativno in konkretno. Torej, elementi se zamenjajo in postanejo abstraktno, negativno in konkretno. In za Hegla mora konkretno vedno preiti ali preživeti neko negativno fazo, ne? Pač to je nek proces. Ne? Torej, to negativno pa definira mediacijo med 2 idejama, ki pa tvorijo notranjo kontradikcijo. Ne? Potem se pač to. In ta aktivnost premagovanja negativnega potem Hegel poimenuje Aufhebung. In v slovenščini to prevedemo nekako kot sublacija. Sublacija pa je ta moment, ko neka snov preide skozi ta proces, neka ideja se filtrira skozi ta proces in zadrži neko esenco tega, nekega duha te ideje. Ampak seveda ta duh in ta ideja po procesu seveda ne ostane enaka, kot je bila pred procesom. To pač skozi ta proces se dejansko spremeni, ali pa z drugimi besedami gre onkraj svojih nekih limitacij, ki so bile prisotne na začetku procesa. Ne. Zdaj je to malo abstraktno, ampak bomo videli, če se bo to dalo dejansko spraviti v nekaj bolj konkretnega. Ampak ja, zaenkrat nam zadostuje, da je dialektika neka metoda, je nek proces, je dinamičnost, skozi katero lahko mislimo neke spremembe, ali pa kaj pomeni misliti dialektično, je to, da vedno vzamemo več elementov problema in jih potem mislimo skupaj. Ne mislimo samo konkretno en problem, ampak elemente tega problema in kaj je vse nekako mogoče prispevalo k temu, da je ta problem nastal, da smo si zastavili to vprašanje. Torej, kot da bi imeli recimo nek stroj kritike ideologije, ne, ki konstantno dela, ima svoj nek aparatus,
in zgrajen je iz nekih mnogih elementov kritike, imamo različne kritike, ne? Torej skozi tega potem lahko peljemo katerikoli družbeni nek ideološki problem in na koncu tega procesa dobimo nek rezultat, ki se seveda razlikuje od tistega prejšnjega, se pa prav tako razlikuje od vseh elementov, ki so tvorili tisto prejšnjo situacijo. In torej na koncu dobimo vedno nek presežek, nekaj več, kar se je produciralo, nek surplus tega celotnega procesa. Je pa vsekakor to nekaj nepredvidljivega, nekaj, kar ne moremo direktno predvideti ali pa izračunati v tem smislu. In tudi Hegelova dialektična metoda ima 3 elemente, oziroma 3 momente. Torej, prvi moment je moment nekega razumevanja, moment, ki povzroči neko fiksacijo, nam da nek občutek stabilnosti in koncepti so tukaj dejansko nekako determinirani. V tej kategoriji so tudi recimo umisleki, neke ideje, ki so bile prenesene, ki so bile internalizirane, ki so bile vzete za lastno. In to je en ta stadij tega procesa. Potem drugi moment je pa ta dialektični moment, ali kot temu reče Hegel, negativno-racionalen, kar pa privede do destabilizacije, je nestabilnost kot taka, saj v svoji strukturi dejansko ima to logiko neke razgradnje. In determinacija, ki je bila prej fiksna, torej kot smo videli v prvem momentu, neka definicija, ki smo jo posvojili in mogoče razglasili za edino resnično, sedaj preide v svoje nasprotje. In seveda vidimo že tukaj, da mnogokrat niti ne pride do tega drugega momenta v razmišljanju, ker pač ljudje ne težijo k destabilizaciji sami po sebi, to ni neka logična izbira. Veliko lažje, varnejše je seveda oklepati se nekih načinov, nekih razmislekov, ki so bili postavljeni, fiksirani, seveda, ki dajo pač nek občutek homeostaze, zakaj bi zdaj to rušili. In torej, ampak v primeru, da pride do te druge stopnje, do te stopnje dialektičnega momenta, potem Hegel pravi, da je to proces sublacije sebstva. Torej, sebstvo kot tako gre čez ta proces Aufhebunga. In končni, zdaj pa pridemo do tretjega momenta, je pa ta spekulativen ali pa pozitivno racionalen. Zakaj? Ker tukaj nekako se zgodi unifikacija prvih 2 opozicij momentov ali pa nek pozitiven rezultat disolucije, tranzicije prvih 2 determinacij. Torej, prvo in drugo gre zdaj skozi ta proces opozicije in pa tranzicije. In Hegel zanika v tem primeru nek tradicionalni bolj potek argumentacije, redukcijo ad absurdum, ki pravi, da premisa argumenta, ki vodi v kontradikcijo, v tem primeru mora ta premisa biti pač popolnoma devalorizirana, ukinjena, kar pušča potem pač za sabo nič, torej nulo. In rezultat kontradikcije je torej po tej logiki ničelnost kot taka. In Hegel v fenomenologiji razpravlja o tem argumentu v kontekstu skeptične pozicije. Torej, skepsa vedno vidi samo neko čisto ničnost v svojih rezultatih ter abstrahira iz dejstva, da ta ista ničnost je ničnost tistega samega izvora tega rezultata. Torej, skeptične pozicije ali pa te logike, ki proizvaja nič iz niča. Ker pa je Hegel verjel, da razum po nujnosti generira kontradikcije, torej, da bodo nove premise vedno znova producirale tudi nove kontradikcije, logično, mogoče moramo pa samo proceduro zastaviti malo drugače. Torej, kontradikcija je neizogibna
In v primeru proceduralnosti, recimo skepticizma, ko ga je kritiziral Hegel, je na koncu rezultat te čiste abstrakcije ničelnosti ali neke praznine. In da se ta logika pač nekako ne more razviti naprej od te točke, v kateri se je fiksirala, ne more preseči ta zadnji korak, mogoče ni možen ta Hegelov tretji moment ali tisti obrat, radikalizacija negacije oziroma negativnega, ta tretji moment, kot neka negacija negacije, ki pa proizvede nekaj tretjega, nek tretji rezultat. Torej, v tem primeru je potem to presežnost limitacije. Kot dve negativnosti lahko pač presežeta potem sam limit, samo negativnost. In v primeru skepticizma pa nezmožnost presežka limitacije prisili neko ponavljanje te iste procedure. Torej, in to je zdaj quote od Hegla, torej mora ta čakati, da pride spet nekaj novega, nekaj, kar bo spet lahko zagrabil v to mašino in lahko spet potem odvrže tudi to v novo, v isto, to neko prazno brezno. Nekako to. Dobro, torej, mogoče toliko o sami dialektiki, o kateri bi tako lahko marsikaj rekli, ampak zaenkrat se lahko limitiramo na to. Ostane nam pa seveda še dimenzija negativnega kot takega, kaj je zdaj ta negativnost. In to vprašanje negativnega bomo mislili predvsem v povezavi z institucijo. Oziroma na drugačen način težnjo po institucionalizaciji, ki potem zadane ob določene nezmožnosti, predvsem ko se sreča recimo z psihoanalizo, oziroma z določenimi temi aspekti, predvsem pa te praktične narave, torej kliničnega dela. In začeli smo s tem, da je zgodovina psihoanalize seveda zgodovina ekskomunikacije, zgodovina razcepov, nekih antagonizmov, ki iz teh pač potem izhajajo. Zaključili pa bomo z razmislekom, zakaj je temu tako, ter zakaj je prav ta negativnost tista, ki psihoanalizo do neke mere determinira kot neko prakso in ki jo v končni fazi tudi postavi kot proces dialektike negativnega. In ta realnost strukture postane nekako najbolj vidna, pride nekako na površje, ko so določeni pogoji prisotni. In eden od teh najbolj produktivnih, idealnih pogojev se vedno znova pokaže ravno na tej točki, ko nastopi želja po institucionalizaciji. In v tem procesu je nekaj produktivnega, je v tem nekem srečanju psihoanalize in te želje institucije. Produktivna je pa ravno ta nezmožnost institucionalizacije same psihoanalize, ker pač nekaj ne deluje. In mogoče iz tega izhaja zdaj zadnja zaključna teza in seveda pač eno vprašanje, ki se mi poraja. Verjetno bo malo kompleksno in predvsem mogoče na neki točki nejasno, ker nejasnost je pač tudi sama po sebi del procesa. Torej, mogoče vprašanje, kaj če v sami strukturi psihoanalitske prakse nekaj, kar ne deluje. Neka struktura, ki je dejansko primer dosežka tistega tretjega momenta Hegla, ki smo ga prej opisovali. Torej, te spekulativne ali pa te pozitivno-racionalne pozicije, ki skozi to dialektično fazo potem ima sposobnost nekega presežka. In ta presežek je rezultat dialektične radikalizacije. Torej, na nek način se lahko zgodi, mogoče, ne vem,
ampak da je sam dialektični proces radikaliziran, kot da pride do neke dialektike, kot da sama dialektika gre onkraj same sebe. Torej, kot da bi imeli pač, ne vem, kvantno mehaniko. In psihoanaliza je ena izmed redkih praks, ali pa logik, recimo, če želimo, ki ne samo, da dovoljuje nek nesmisel, ali pa neko iracionalno misel, ali pa pomanjkanje pomena kot takega. Ne samo to, ampak ga tudi aktivno proizvaja skozi sam proces. Torej, psihoanalitski proces ni nekaj, kar nam v samem procesu ponuja odgovore oziroma nam olajša samo proceduro razmišljanja in pa uvida v neke realnosti. Velikokrat pride pravzaprav do te inverzne neke logike, kjer veliko kaj pač postane manj jasno, zato ker pač konstantno preizprašuješ neke stvari in bolj, ko nekaj preizprašuješ in dialektiziraš že samo vprašanje in s tem prideš do zaključka, da dejansko pač ga ni tega zaključka. Je pa seveda tudi ta nek drug element psihoanalize kot prakse, ki dejansko ne deluje. Torej, je spodletelost, torej ne more ona spodleteti, kot da bi spodletelost ne more sama spodleteti, a ne? Ampak je vzpostavljen ta mehanizem in zakaj to govorim? Zato, ker psihoanalitični diskurz operira skozi princip metonimije, a ne? Je princip, kjer neka beseda vedno pomeni nekaj drugega. Če ti rečeš pes, ni nujno, da si misliš psa. Ali pa je mogoče tudi zastaviti tezo, da, in to je zdaj pač nekako ultimativno vprašanje, da je dejansko psihoanaliza antinomija kot taka. Ker je kategorično en negativen odgovor na pozitivizem nezavednega. Če se spomnite, smo govorili o nezavednem in mehanizmu nezavednega, ki ne pozna negacije, ki ne pozna smrti, ki ne razume, da je dejansko smrtno. Psihoanaliza pa kot pozicija se zaveda minljivosti zavesti, neizogibnosti seveda smrti in človeške končnosti. Medtem ko poskuša pa seveda obenem istočasno in vedno znova, seveda v tem vedno znova tudi spodleti, namreč to, da bi mogoče nekoč pa vseeno dosegla neskončnost.